Ministrstvo za okolje in prostor je bil pobudnik tega prvega urbanega foruma. Veseli me, da smo ga lahko skupaj z Združenjem mestnih občin organizirali in tudi z Združenjem GF inštituta. Ključno je, da tudi v Sloveniji govorimo o mesti, vlogi mest, kljub temu, da imamo majhna in srednje velika mesta, ne velike metropole, vendar imamo mestna območja, ki imajo svoje funkcije in niso izenačeni čisto z vsemi ostalimi občinami ali pa s podeželjem. Ključno se mi zdi, da odpremo vprašanja, ki sodijo v urbani razvoj. Ključno, da se zavedamo, da je treba v mestih upravljati z viri, ki jih imamo, za trajnostno upravljanje z viri, tako naravnimi, kot tudi umetno ustvarjenim, s prostorom, ki je kvaliteten za ljudi, za bivanje, za ustvarjanje, za gospodarstvo, da lahko deluje. In v to sodijo različni sklopi, različne politike, od prometa, energetike, zaposlovanja, šolstva, izobraževanja, ne nazadnje pa do prostočasnih dejavnosti. Pa se mi zdi ključno, da so predstavniki različnih deležnikov, ki v mestih smo, ki bivamo, ki delamo skupaj tukaj, da si izmenjamo poglede, da začnemo skupaj ustvarjati bolj trajnostna mesta. Urbani forum predstavlja združenje deležnikov vlade, Evropske komisije, civilne družbe in podjetij, mednarodnih in slovenskih, za urbani razvoj Slovenije. Tukaj gre predvsem za fokus na 11 mestnih občin, ki so nekje generator in motor razvoja. Predvsem mislim, da je to pozitiven dogodek, ki smo ga v slovenskem prostoru na tem področju pogrešali. Ponavadi so prvi koraki v teh procesih so ključni. Spravi, da lahko deležniki že sami sooblikujemo način, kako delujejo takšni forumi, da sooblikujemo pri oblikovanju agende in da ima tudi ta forum tudi nek potencialni vpliv na konkretne projekte, na vire financiranja in pa na vse druge vsebine, ki so pomembne, da ta forum in pa tudi seveda deležniki preko njega lahko izpolnijo svoje poslanstvo. Ja, povezovanje deležnikov je ključno. Tukaj je zelo jasno tudi v teh uvodnih predstavitvah bilo, da v mestu se zavedaš, da nisi sam in da se je treba pogovarjati, da je preživeti model, ko je enkrat zapisano in velja in je samo funkcija moči v igri, ampak gre dejansko za komunikacijo, za diskusijo o javnih stvareh, vendar tudi je potrebno biti tu informiran pri tem soodločanju. Tako da mislim, da je ključno, da pridobimo več znanj vsi skupaj, da se pametno pogovarjamo, da zdržimo to komunikacijo in da najdemo optimalne rešitve na koncu. Prvič mi je bilo všeč to, da je ministrica dala poudarek končno, bom rekel, razvoju mest. Drugič, da je povedala Evropska komisarka, da obstajajo šoldi za izvedbo teh projektov. In tretjič so akterji dejansko predstavili njihove storitve k boljšemu razvoju urbanih, bom rekel, naselij oziroma mest. Pametno mesto pomeni povezovanje vseh pametnih omrežij, ki jih pa še nismo vzpostavili. Zdaj, to je višja stopnja organizacije, kakršno že imamo. In na tem sicer nekaj delamo, ampak ne zelo sistematično. In v bistvu te stopnje povezanosti vseh podsistemov, s katerimi se da upravljati mesto v smeri trajnostnega razvoja, še niti nismo vzpostavili. Se pravi, da moramo, kot rečeno, vzpostaviti senzorje, s kateri bi mi merili, kaj dosegamo, kako dosegamo spremembe in kaj te spremembe povzročajo v mestu. In to na eni strani, kako vplivajo na učinkovitost upravljanja, trajnostnega upravljanja z mestom, in na drugi strani, kakšni so tako imenovani okoljski učinki teh sprememb. In tega nimamo. In to bi moralo, kot rečeno, biti neka informacijska baza, ki bi bila vsa ta omrežja povezana in ki bi ves čas poročala vsem deležnikom, ali pa vse tiste, ki jih to zanima, kaj se dogaja v mestu. Zato, da bi lahko tudi s tem obveščali meščanke in meščane, kaj se dogaja, da bi bili oni obveščeni in bi jih lahko seveda tudi vključevali v različne oblike participacije pri tem. Se jih moramo dobiti za zaveznike. Pametno mesto je pametno predvsem v tem, da je urbano območje, kjer je zelo kompleksno, tako po vsebini
kot po različnih interesih, različnih ciljih, ki jih zasledujemo ljudje, ki smo v teh območjih, in je potrebno biti pameten, da učinkovito upravljamo s temi viri. In nenazadnje samo lepi dizajn, lepo zgrajena mesta, ni nujno, da so že učinkovita in pametna, če ljudje se ne počutijo v njih dobro, če ne ostajajo tam, če ne ustvarjajo in na nek način ne omogočajo razvoja teh urbanih območij. Predvsem vidim pametno mesto kot prostor združevanja, povezovanja ljudi. Ljudje so dejansko mesta, ki ga kreirajo, in da ti ljudje lahko izpolnjujejo svoja poslanstva in pa svoje življenjske zgodbe, tako da potem skupaj kreiramo neko kvaliteto življenja. Mislim, da smo še v Sloveniji precej daleč od tega, zato ker se ukvarjamo z nekimi postopki, birokratskimi ovirami, in te pretoka energije, te človeške energije, ki bi tudi prostor sprostila v smislu zaupanja, sodelovanja, prepoznavanja drugega, nam še manjka. Se pravi, pametno mesto je predvsem človeško mesto.